Lep pozdrav zopet v novem vlogu. Če še niste, kliknite znakec naroči se in pa stisnite zvončka, da vam zmeri sporoči, ko prije nov video ven. Kaj se danes dogaja, kaj se bo v tem vlogu dogajalo? Najprej sledi še obdelava tal, se pravi pospravilo detle. Tako da v bistvu bomo to najprej dokončali, ostalo nam je okoli 10 dobrih hektarov, kaj taka. Tako da tole naredimo. Potem se pa v naslednjih dneh lotimo neki košnje, verjetno bomo še nekaj malega posilirali in pa se pravi razvoza gnoja, gnojevke. Tako da ja, cajt setve se bliža za nas, tako da bo treba kar pohiteti. So pa napovedani kar lepi sončni dnevi, zdaj je bilo ful hladno ene par dni, pa malo dežja, tako da ja, zdaj pa nazaj na toplo, pa efektivno delo. Tako da ja, jasno. Zdaj so prišle pa na vrsto male ozke parcelce, tako da je dosti zamudno, ampak bomo počasi rešili. Nahajamo se še na zadnji parceli, ko je treba obdelati, tako da ja, zadnji hektar teče. Končno. Takole, evo ga, finiš. Vidimo, da se je tule zelo dobro naredil. Danes je na marsikeri parceli bilo mogoče malo preveč vlage, ampak tukaj je pa res zelo v redu. Delali smo globino okoli tam 80 cm, tako da zdaj pa pustimo to malo, pride gnojevka gor, bo treba gnojevko zadelati, potem pa globinska obdelava, se pravi podrahlač in pa finiš s krožno brano. Tako da tak je plan, bomo videli, kak nam bo vreme ugajalo, ampak ja, jaz mislim, da bo kar malo koruza v zemlji. Evo ga, na futroj smo, medtem smo tudi že zapregli kose, ker gremo jutri kositi. Zdaj nas pa čaka samo še menjava nožev oziroma eni bo je za obrniti. Ker so kose pokosile že 100 hektarov letos, tako da v bistvu naredimo tole menjavo zdaj na hiter, tako da smo spremni za zjutri. Tako da ja, gremo. Se pa hiter nabere, sploh ko je prva košnja, tole gor materijala, tako da tole je treba stran dati s ključom, potem se pa obrnejo noži. Ful enostavna zadeva, drugače veliko lažje kot prej, ko smo imeli kroneja, tako da je res dobro, no. Drugač pa sip odličen, res 2 leti zelo zadovoljni, veliko hektarov pokosimo, tako da res top. Sip, priporočam se za kakšno sponzorsko donacijo nožev, neč pa imamo naprej menjati. Tako, zadeva je ready, mi gremo spat, pa se vidimo zjutri. Evo ga, tukaj je pa primer, če inkarnatka začne cveteti in odcveti. Vidimo, da je vse lepo rdeče,
Zakaj nismo prej tega pokosili? Zaradi tega, ker je bilo tule premokro in pa tudi zaradi tega, ker ni, kot vidite, mase veliko, tako da smo rekli, da pustimo malo za kasneje, tako da zdaj bomo tole lepo pokosili. Evo ga, še zadnja parcela, kjer je bila planirana pokošena, tako da nekaj malega smo še pustili, da bomo imeli sproti za sveže kositi, da bomo lahko fujtrali detlo. Tako da to je to. Tank je glih kar na nuli, tako da to je odlično, gremo glih tankat lahko še. Ja, to je to. Zdaj pa jutri je nedelja, ponedeljek pa je zjutri tole pospravimo v silos. Drugače po kosilu se je pa nekaj čez 30 hektarov danes, tako bolj na easy. Zdaj imam nekaj časa, ker je malo lepša parcelca, da objasnim, kaj se dogaja. Se pravi, danes je nedelja, zjutraj smo šli v štalo, po štali pa kmaš. Danes je bila Florjanova nedelja, tako da smo imeli še malo procesije, pa gasilci so bili, tako da je bilo kar zanimivo, smo sodelovali. Popoldne smo pa skočili takoj nekaj na hitrico še posijati koruze. Zdaj smo pa, se pravi, po kosilu šli skup grabiti. Vmes, se pravi, ko sem štartal, se pa nekaj zanimivega zgodilo, pa poglejmo, kaj se je. Glih, kaj sem rekel, da bom štartal zgrabljevati in evo ga, kaj sem videl za cesto. Ravno kar se je povrgal teliček, no malo sem še pomagal, tako da sem ga mečkem pomasiral, pa se pravi, sluz mu dal ven zdihal, tako da zdaj on že uživa, da ga bo mama polizala, mi pa lahko tako naprej. Kot ste videli, se je res poklopil cajt, da sem bil direktno tam, da sem malo pomagal zraven, drugače pa teliček zdaj že samostojen, tako da vse super. Mi pa lepo na ta vroč lep sončen dan, moramo še zgrabiti ene 7 hektarov, ki je tega 8. Lepo počasno, je pa fajn danes, kaj je nedelja, pa ni prometa na cesti, pa gre lažje s tako velikim strojem po cestah. Zadeva rešena, vse je zgrabljeno, zdaj smo ga šli še natankat za finish, tako da to je to.
takole, evo ga, sfiniširali smo, nafutrali smo še, tako da živina zdaj lepo je. Kaj nas pa jutri čaka zjutraj, takoj bo treba pripraviti tule plat za silos, pripraviti na klabaljko, tako da bo vse ready, da pol lahko štartamo po štali, no. Bomo jutri sama dva sfotram to posilirala, ne bo Primoža zraven, ker le ni to krobe, pa mislim, da bomo tole jutri lahko vse zrihtala. Tako da ja, ampak za silažo bo treba pa počakati na naslednji vod. Mi se vidimo naslednjič. Ajde, užite. Čau.